Lep pozdrav, gospoda Denis Sarkić-Vest. Mene zanima najprej eno vprašanje za gospoda Jambreka in potem še za novega predsednika gospoda Viranta. Gospod Jambrek, govori se in šušlja se, da pripravljate novega nekako liderja desne sredine. To naj bi bil Gregor Virant, ki naj bi seveda z Zborom za republiko ne bil tolikšna tarča političnega boja oziroma dialoga v Sloveniji, pa me zdaj zanima vaš komentar na to. Za gospoda novega predsednika pa morda malce hudomušno, ampak vseeno vidim, opažam, da se vam ponovno goji bradica. Boste vsaj nekaj ohranili od prejšnjega predsednika zbora? Kaj ve, da gojim? Da pripravljate novega liderja desne sredine, ki naj bi bil Gregor Virant, seveda malce v stran od političnega boja oziroma dialoga, ker bo le na čelu ene civilne institucije. Spoštovani kolega, težko je v enem samem stavku od vašega vprašanja povedati hkrati toliko, kako bi rekel, vljudne, nepravilnosti ali težko razumljivih impliciranih trditev. Prvič, nihče nikogar ne pripravlja. Gregor Virant je že pripravljen. On je samostojna osebnost, ki jo spremljamo vsi, zlasti jaz že dolgo časa in vem, da z njim je zelo zanimivo, pa zelo težavno polemizirati, nikoli pa on ni bil od nikogar pripravljen. Od nikogar. To je eno. Drugo, že prej sem povedal, da se strinjam z vsem, kar je povedal Gregor Virant. Tudi s tem, da Zbor za republiko ni desna, niti desno-sredinska, niti desno-levo sredinska, ali kakorkoli že. Moje izrecno stališče in prepričanje je, da je Zbor za republiko nadaljevalec izročila slovenske pomladi, ki pa ni bila niti desna, niti leva, bila je predvsem svobodomiselna in svobodno, demokratično in nacionalno, narodno, ljudsko gibanje Slovencev. Torej, da je to res, se da empirično zelo enostavno dokazati. Tu so bili železničarski sindikati, tu so bili litostrojski delavci, tu je bil Jože Pučnik kot prepričan socialdemokrat, tu so bili intelektualci, ki niso niti desni, niti levi, ampak preprosto svobodomiselni. Tako da tudi v tem smislu je vaše vprašanje preprosto napačno. Zdaj, morate mi pač verjeti tisto meni in drugim kolegom, ki smo rekli, da smo soglasno izvolili za predsednika sveta gospoda Viranta, zato ker, pravzaprav, čisto na kratko povem, iz egoističnih razlogov, ker ima toliko več energij, kot jih imamo mi, ki smo že malce v letih. Hvala, gospod Virant, če lahko še. No, jaz bi rekel samo to, da Zbor za republiko ni nič več in nič manj kot tisto, kar smo o njem povedali. Mislim, da je s tem povedano čisto vse. In predvsem ni nikogaršnji projekt, nikogaršnja pritiklina, nikogaršnji inštrument, nikogaršnji podaljšak in nič ni zadaj. Samo tisto, kar smo povedali. Lahko še eno pod vprašanje za gospoda Jambreka, če lahko aktualno politično dogajanje, še en komentar in sicer, kako pa gledate na vašega kolega iz Zbora za republiko, ki je prestopil iz ene barke, ki je na volitvah nekako izgubila, v novo barko oziroma še višje v kabinet premierja celo. In seveda šel takoj v drugem dnevu v službovanje oziroma tretjem že v shopping s službenim avtomobilom. Na to vprašanje rad odgovorim brez komentarja. Hvala. Ali lahko gospod Grafenar morda odgovori na to vprašanje isto? Vaše mnenje o Dimitriju Ruplu, ki nekako prestopa malce levo, malce desno, kot se veter obrne? Moje mnenje o Dimitriju Ruplu, kar sem tudi v oddaji preverjeno povedal, se nanaša na najino sodelovanje pri novi reviji, vključno 57. številko, ki so jo urejala takrat, na to, kako se politično on, bi rekel, obrača
imam pa tudi sam večkrat dosti kritične pripombe in sem mu jih tudi povedal, kadarkoli sva se srečala. Menim pa, da so te njegove odločitve popolnoma samo njegova stvar. In tu tudi zbor, kaj šele jaz kot član tega zbora, ne more neke meritorne sodbe dajati o individualnosti gospoda Dimitrija Rupla, ki je tudi intelektualc in član zbora za republiko. To svobodo prepuščamo individualnim, bi rekel, bitjem, ki se zbiramo v okviru tega našega druženja. Gospod Virant, zanima me, si boste vi morebiti tudi prizadevali kakorkoli, vemo, da na eni strani so že pobude in ideje, morda bo tudi uspelo, da se v Sloveniji končno vzpostavi nek trajni desni oziroma desno-sredinski dnevni časopis. Ali vi kaj veste o tem že, morebiti vas je že kdo pobaral za rokav oziroma kakorkoli kontaktiral, da bi se morebiti tudi zbor vključil v takšno delovanje, oziroma nastajanje novega časopisa? Najprej bi jaz se tule vtaknil. Izvolite, gospod. Ja, ker to etiketiranje, mi smo rekli tudi, Gregor Virant je govoril o tem, da se bo zbor za republiko uprl tudi vsakršnemu etiketiranju. In prav zdaj smo priča spet temu, da smo tukaj mi zbrani v imenu neke famozne desne sredine. Kaj to je? Mi bomo na zboru za republiko v resnici odprli tudi kritično razpravo o tem, kaj je danes na slovenskem levica in desnica in kaj je sredina in kaj je predvsem zlata sredina in kaj je tudi pamet, ki tako nalahko opleta z levimi in desnimi. Te stvari je treba ideološko opredeliti in šele potem bomo najbrž bolj natančni pri označevanju stvari, s katerimi se srečujemo. Gospod Grafenar, morda je bil moj lapsus, mislil sem bolj neodvisni dnevni časopis, kot pa obstajajo trenutno, ki so pod vplivom enega konglomerata, ki se imenuje Pivovarna Laško in vari pivo in tudi druge časopise, ne? In medije, tako da, če lahko nekako se popravim, no? Tule navzoči prvič nimamo denarja, da bi lahko oblikovali nov časopis. Drugič se razen Tomaža Zalaznika in deloma Nika Grafenauerja za s tovrstnimi dejavnostmi ne ukvarjamo, ne? Prav gotovo bi pa zelo, zelo pozdravili vsak medij na slovenskem, ki bi morda na stvari pogledal ali pa od njih poročal nekoliko drugače, kot poroča medijski mainstream. Sicer smo pa zagovorniki, o tem smo že opravili debato, absolutno zagovorniki medijske svobode in novinarske avtonomije, ne? Seveda pa tudi novinarskega profesionalizma in profesionalnega poročanja.